Torej, živijo. Danes se pogovarjam predvsem s starejšimi, ki gledate moj kanal. Danes bi rada govorila o enih malo resnejših temah. Prvo kot prvo, za tale video nimam scenarija. Odločila sem se, da bom enostavno govorila o stvareh, ki si jih pač mislim, ker imam ene par forumov za prebrati, ker se po forumih piše o meni. Prvo, da razložim, kako sem sploh prišla na idejo, da tole posnamem. Danes zjutraj sem se vstala in mi je nekdo na Instagram napisal, da se na forumu Med_Over_Net piše o meni. Haha, I'm famous mom, look at me. O meni pišejo razni zaskrbljeni starši, ki jih skrbi, koga vse gledajo njihovi otroci, kakve so moje vsebine, kaj govorim na svojem YouTube kanalu in boste videli. Vam bom prvo kar začela s tem, da vam preberem, kakšne stvari pišejo starši. Tu ni hejta od najstnikov, od otrok ali kakorkoli, to so vse besede, ki jih govorijo starši oziroma starejši, ki najdejo moj kanal. Torej, naslov foruma je Slovenski influencerji. Nekaj o teh samooklicanih influencerjih. Sem mati 12-letne deklice, ki se zadnje čase vse bolj zgleduje po teh ušivih influencerjih. Za primer si bom sposodila Kajo Solo, ker njen kanal najbolje poznam, v oklepaju, čeprav ostali influencerji niso nič boljši. Zadnjič pride hči do mene, če bi lahko posodila kartico, da bi lahko Kaji nakazala denar. Kaja namreč svoje mlade oboževalce v svojem videu vsaj 20krat prosila za denarne prispevke, češ da si bo lahko kupila boljšo opremo. V oklepaju, kaj smo mi dolžni plačevati za njeno opremo, naj si jo sama kupi, če pa že ima toliko denarja. First of all, ta komentar, da jaz zahtevam donacije in ne vem kaj vse, se zelo opravičujem, če je kdo to vzel za res. Full appreciatam kakršnekoli donacije, niso pa pod nobenim pogojem nujne. Jaz že imam planirano, da kupim novo opremo s svojim denarjem, ki sem ga dobila od raznih sodelovanj, imam še nekaj prišparano od prej. Itd. Tako da ne donirati tisti, ko imate slučajno, da morate prositi starše, da starši niso zadovoljni s tem, ne donirati, ker ni nujno. Streami igrice bojo v vsakem primeru, tudi če ne donirate, don't worry. Po drugi strani pa je vsaka tretja slika na njenem Instagram profilu njen nov BMW ali pa kolekcija Applovih izdelkov. Nimam novega BMW-ja, moj BMW je letnik 2009, but anyway. Poleg tega, kdaj sem jaz nazadnje objavila svoj BMW, I think, da je to bilo 5. novembra, ko je bilo v bistvu eno leto, odkar sem ga kupila. Kakor sem rekla, ni nov BMW, kupila sem ga za precej nizko ceno, zaradi tega, ker sem ga kupila od Nancev. In tudi, takrat sem imela še službo, takrat sem hodila v normalno službo. Jaz čisto da pojasnim tudi, kako si jaz v bistvu prvoščim Apple izdelke. Za službo. That's the biggest tip, pač. V bistvu, takoj, ko sem šla iz srednje šole, sem šla takoj v službo. Jaz sem šla mesec potem, ko sem končala srednjo šolo, sem šla na zavod, sem si našla službo in sem začela delati. You know, pač, zato si lahko prvošim stvari, pa ja, definitivno imam prednost zaradi tega, ker še živim pri starših, zaenkrat, ne več dolgo. In sem si v tem času, sicer imam našparan denar, ampak nekaj denarja je lahko šlo pa tudi v take stvari, ko si pač kupim telefon, računalnik, je že kar malo star, tako da nimam vsega najnovejšega. Also, o Applu, tudi v videu, ko sem si kupila iPhone 11, je definitivno pred videjem opozorilo. Preberite si take stvari, starši, preden napadate. Gremo naprej. To nagovarjanje za denar se mi zdi prava goljufija, zlahka pa manipulira svojo mlado publiko. Se strinjam, da sem naredila napako, zaradi tega, ker pač nisem takrat pomislila, da bojo to mlajši vzeli toliko zares. Tako da jemljem nazaj, najverjetneje bom tudi tiste streame zbrisala, ker res nočem, da kdo misli, da more donirati nujno, da bom jaz sploh delala videe. Veliko ima povedati o drugih influencerjih, čeprav bi bilo bolje, če bi svoj čas porabila, da bi izboljšala svoj kanal. Working on that, vsakič probam kaj boljšega narediti, kupujem novo opremo, izboljšujem svoj content, poskušam govoriti o raznih resnih temah, o katerih drugi influencerji ne, but we're not gonna talk about that, ne? Grozno je tudi zafnana in samovšečna.
kar se mi ne zdi slaba stvar, glede na to, da imamo zelo probleme z lastno samopodobo, še posebej mlajši. Se mi zdi pomembno, da mlajši se zavedajo, da so lepi, da so čudoviti, da ni nič narobe z njimi, da pač, da so kakršni so. Ne vem, a bi vam bilo boljše, da vsako sliko, ko postam, spodaj napišem, nisem si všeč, o moj bog, ful sem grda. Pač dejansko s tem bomo mladim dali vedeti, da tudi oni niso nikjer lepi, da niso nikjer čudoviti. Tukaj ne moreš najti prave stvari za narediti, ker se bo vedno nekaj najdlo, da bojo ljudje spluvali. Tako da, pač se mi zdi še vse najbolj, da si vsaj sam sebi všeč, če že drugi nisi, a ne? To seveda velja tudi za vse ostale slovenske influencerje. Starši, dajte malo preveriti, koga in kaj spremljajo vaši otroci na spletu, saj jih lahko te spletne osebnosti prepričajo v prav vse. Kakšno je pa vaše mnenje in kakšne imate izkušnje? Definitivno se strinjam, da morajo starši malo začeti gledati, kaj otroci gledajo, zaradi tega, ker marsikjer moj content ni za tiste, ko so stare 8 let, a ne. Tudi moram reči, da omejitve za starost so na YouTubeu, tudi za tiste, ki ustvarjajo, in nažalost mi influencerji ne moramo vplivati na to, kaj otroci gledajo, lahko pa vi. Mi ustvarjamo svoj content, včasih ustvarjamo pomembne stvari, včasih ustvarjamo bedarije, ampak na vas pa je, da otrokom razložite, to je pomembno, iz tega se uči, to je bedarija, to je sam za zabavo. Vse risanke tudi gledajo samo zaradi tega, da se zabavajo. Vseh risank samo zato, da se učijo iz njih. Torej, da vidimo zdaj komentarje. Hči je nekaj časa spremljala enega, PewDiePieja ali nekaj takega. Very nice. Prišlo pa šlo, ravno v teh letih. Ni bilo hujših posledic. Na idejo, da bi mu nakazala denar, pa ni prišla. Vsi kupujemo merch, though. Mogoče hčerjo vseeno skupaj poiščita koga z več vsebine in globine. S prepovedjo ne boš dosegla nič. Definitivno se strinjam, da prepovedati neki otroku bo sam to povzročilo, da si bo to še bolj želel gledati. Do that, ja. Vseeno se mi zdi, da pomembno, da se starši zavedajo, da včasih objavim tudi kaj malo bolj pametnega, ker govorim o življenjskih stvareh, o življenjskih problematikah in, včasih pa pač enostavno špilam igrice tako vsak normalen človek. Ampak pol to gleda. Ne mi ne plačujejo, ampak gledajo. Lepo jim razloži, da so to navadni luzerji. Brez dela, ki vse dni preživijo pred kamero, zato da prodajajo meglo in služijo drobiž. Tistih nekaj, ki jih od tega živi, so imeli že prej nekaj pod palcem od atija in mame. First of all, spet nisem imela pod palcem od atija pa mame, ampak sem imela od svoje službe. Seveda sem imela podporo staršev, kar se mi zdi normalno. Ampak to, da smo navadni luzerji, I don't know, se mi vseeno zdi, da imamo malo jajca, ne, pač, da govorimo o kakih temah, once again, o katerih jim marsikjer starš sploh nič ne pove in pojma nimajo. Just putting it out there. No, imamo tudi en komentar, ki tudi mene podpira, to je eden komentar od vseh. Me zanima, kakšna bi bila ti, če bi se snemala ti popolna mati. Kaja Solo je meni zakon, igra Minecraft in pušča pogled v svoje življenje. Ni zafnana in vedno pove realno stvari. Škrta baba si, ker ne pustiš, da bi jih hčerka pomagala. Zelo grdo od tebe. Poboljšaj se in ji daj kartico. To mislim, da je tudi malo sarkazem, ker ne dejvat otrokom kartice, ker ne rabim njihovega denarja. Jaz imam svoje sodelovanja. Nikoli ne zahtevam, da otroci meni devajo denar zaradi tega, ker ga jaz nimam. Trust me. Drugač pa ja, igram Minecraft and that's why I'm epic. Ko so moji najstniki prosili najo za denar za takšne drekače, zelo mi je zanimivo, da se starši čudijo, da otroci uporabljajo take besede, medtem ko so starši isti. Sem jim ponudil zaslužek 2 evra za pranje avta enkrat na teden, 1 evro za sesanje stanovanja 2krat na teden, 10 evrov za pomivanje oken stanovanja enkrat na mesec. Sta delala 2 meseca, nakazala nista niti centa. Zelo dober! Če hočete, da imajo vaši otroci žepnino, in prepričite, da nekaj delajo za to žepnino. Jaz nisem nikoli imela žepnine v life, zaradi tega, ker se mi nikoli ni dalo nič delati. Ne, ampak, you have a point. Actually, zelo pomembno je, da otroke že od začetka učimo, da pač bodo dobili denar z delom, da je treba se potruditi za kaj, da kaj dobijo. Tako da s svojim komentarjem se v bistvu kar precej strinjam. Sam sem malo starej kot tale Kaja in že dolgo vem za njo. Pač tipična baba drugače. Thanks za ta odrasel komentar. Ko je nekaj časa nazaj imela video, kao bo nehala biti Apple ship, pa se je ob 11 takoj vrnila oziroma si kar 2 telefona privoščila. Nisem vedela, da imam 2 iPhone 11. Moj video, kjer sem rekla, da bom kao nehala biti Apple ship,
je bil prank za 1. april. In ne, nisem si prvošla 2 telefona, še vedno imam samega. Drugega sem podarila naprej. Zanimivo videti oziroma brati o tem efektu, da je hčer dejansko mislila darovati, ker recimo sam nikoli ne bi dal keša komorkoli, ker če ima cajt prositi za keš, ima cajt tudi za delati. Ja. A slučajno veš, kateri video je bil to? V oklepaju naslov, ni nobene frke, če ne poveš oziroma ne veš, sam res se mi ne da gledati te barbike. Oh, cute. Ostali odrasli sproci, ki ste tukaj not, pa res raje kar vzemite oziroma zelo omejite otrokov telefon. Boljš, da se zunaj igra, ko pa gleda mini prenosni TV. Strinjam se! Moj content ni zato, da bojo otroci gledali moj content namesto, da hodijo ven se igrati. Moj content je predvsem za starejše od, ne vem, jaz bi rekla od 15, ampak realno za starejše od 12. Mlajši, get off YouTube pa pejte se ven igrat. I'm sorry. Joj, pa kako se pretirano trudi, ves čas sem misli samo na denar in kako bi lahko kaj koristilo. Naj gre raje delati ali pa na faks, ne da se samo nekaj pritožuje. Sama sem jo spremljala kratek čas, pa mi je bilo tako jasno, kam pes mat taco moli. Kaja, tako gre življenje javno osebnosti, tudi kritike bo žal prijela. I know that. First of all, na faks ne rabijo iti vsi. Zaradi tega, ker ne moramo biti vsi izobraženi, nekateri moramo tudi delati. Jaz delala sem, odprla sem SP, meni gre kar precej dobro v lifeu. What? Meni se je enkrat ponujala za sugar baby na Tinderu. Ne spomnim se, zakaj je zadeva padla v vodo. Veliko žensk njene starosti išče finančnega sponzorja in pa živijo neko nerealno internetno življenje. Me zanima, kdo jo bo pri 30 letih še povohal, ko bodo na sceno prišle nove 20-letnice. Kaja, če to bereš, me kontaktiraj, da se zmeniva glede sugar baby, sugar daddy zadeve. Jaz nikoli nisem imela Tindera. What? Tisto, ko je to napisal, daj me res kontaktiraj, ker res rabim sugar daddyja. Ne, ampak, WTF, jaz nimam Tindera. Nikoli ga nisem imela, tako da... Jaz moram res začeti malo brati, kaj se govori o meni na internetu. Also, če je kdo na Tinderu, ko se pretvarja, da je jaz, nisem jaz, zaradi tega, ker jaz ne rabim Tindera. Tvoja hčerka je stara šele 12 let, veš, kaj vse te še čaka. Spremljanje influencerjev je podobno nedolžna zabava kot gledanje risank v otroštvu. Če te prosi za denar, pa ji ga pač ne daj. Tako kot ji verjetno nisi kupila vsega, kar si je zaželela, ko je bila še mlajša. Pri teh letih se sicer še lahko pogovarjaš z njo in jo usmerjaš, čez nekaj let te ne bo niti vprašala za mnenje. Zato izkoristi take zadeve za pogovor z njo, pogleda si kakšne videe skupaj in ji poskušaj razložiti, kako to deluje. Pogovarjata se o oglaševanju, marketingu, o tem, kaj je vredno podpreti z denarjem in kaj ne. Se strinjam. Razloži ji recimo, kaj dela Tomo Križnar in kako se skuša spremeniti življenje ljudem, ki nimajo niti pitne vode, kako je on neke vrste pravi influencer za razliko od YouTube zvezdnikov. Se tudi, strinjam. Predvsem pa se ne jezi na njo in ne teži. Stara je 12 let, seveda gleda influencerje, kot je pri 3 letih gledala igrače v trgovini. And that's your point te cele debate. That's it. Pač prišli smo do zaključka. To je to. Definitivno, once again, jaz se še enkrat upravičujem, da sem te stvari rekla. Jih v prihodnosti definitivno ne bom, ne rabim denarja od donacij, imam druge načine zaslužka, tako da ja, v glavnem, to je bil ta forum. Pol imamo pa sicer še enega, ko ga bom bolj na hiter pojasnila, ker pač je tak malo bolj, I was pretty shocked, v kakem statu je naša draga država oziroma mentaliteta ljudi. Dejansko prva punca, ki si je upala objaviti resnico, kakšni zavrženi, neodgovorni, manipulativni izmečki so slovenski moški. Slovenski moški bodo vedno trdili, da sta za problem potrebna dva, ne omenijo pa, da žensko na svojo stran pridobijo z lažmi, z manipulacijami, zaigrajo poštene moške, potem pa žensko zavržejo kot cunjo, ženskam obljubijo nebesa, potem jih pa odvržejo. Tega moški v normalnih narodih ne počnejo, ker so v normalnih narodih takšni moški stigmatizirani. Ženske, združite se, ne dovolite, da gredo čez druge čez pekel, skozi katerega se morale same. In potem je bil link do mojega videa, kjer sem jaz pač naredila video, kjer sem govorila o ko fant ne sprejme besede ne, hashtag jaz tudi, ne pomeni ne, v glavnem te stvari. Lahko si greste pogledati, čeprav je pretty cringy, ker pač komentarji, let's talk about those. Spet pač na kakem nivoju so ljudje, je neverjetno. Kot prvo bi rada samo popravila avtorico tega članka, tega foruma, da niso samo slovenski moški taki, so nekateri moški pač taki, niso vsi, so pa
To ni samo, da je Slovenc. Imamo razne komentarje. Vsaka, ki verjame v nebesa, bo doživela pekel. Takoj ukini to diskriminacijo moških. Naj se tema izbriše takoj, ker diskriminira in žali moške. Ne boj se, to pišejo za frustrirane, nepotešene feministke. Doma jih pa itak dec nabuta, da so tiho. Po sem vsaj 100 žensk, odkar sem poročen. Avtorica, ti rabiš psihiatra. Kaj misliš, da si iber ženska, da se bo tip metal na trepalnice za teboj? Ima oči in je prav, da ga še kateri... Da ga da še kateri lepši od tebe. Ne bo velike škode. Nič niso moški krivi, krive ste si same. Slaba samopodoba, naivnost, vera v ljubezen, Madonca reče ti, da si lepa in že ležiš. No in pa imamo se full connectala, ja, vsaka druga beseda je angleška, kako lahko takšno žensko vklepajo punco, poslušaš več kot 2 minute. Bla, 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 v glavnem sami grdi komentarji, mislim, sami ogabni, dejansko. Te izkušnje imajo v glavnem zabite naivne kokoši, ki se dajo skupaj z intelektualno sebi enakimi samci, če si že probal pač uporabljati težke velike besede, da je vsaj Slovenco uporabili, a ne? No in pa sem imela dejansko en dober komentar, s katerim sem se ful strinjala, zaradi tega, ker se tega še sama nisem zavedala. Ful je komentarjev, da je ta video težko gledati, da je težko priti čez začetek tega videa. Najprej par minut, ki sem že hotela ugasniti, no, na to pa sem padla notri in poslušala. Jo razumem, ker je na začetku res imela tremo in sram to povedati in se zaveda, da bo napadena sploh od moških, ampak upala si je, kaj pa dol res vsak čast. Pač ja, dejansko, tudi jaz, ko gledam ta video, ga ne morem gledati, ker je grozen, ker sem imela tako tremo, ko sem to delala. Verjemite mi, da res ni bilo lahko o tem govoriti. Čisto realno, še danes hodim na psihoterapije, zaradi tega še zdaj sem se pogovarjala o tem na psihoterapiji. Je en tak del mojega življenja, ko sem ga hotela deliti s svetom, ne zaradi tega, da se uniči tega moškega in da ta moški nikoli več nič ne doživi, ker prvo kot prvo nisem omenjala njegovega imena, nisem pokazala njegove slike, nihče ne ve, kdo je ta moški. Večina ljudi misli, da je to tisti bivši, ko je bil na mojem kanalu, kar se mi zdi zelo nefair do tistega bivšega, ker definitivno ni bil. Jaz sem ta video naredila čist iz tega razloga, da mlade punce vidijo, kaj se lahko dogaja. Kaj je v bistvu realen svet, kaj nekateri delajo, česa se je treba paziti. Ne zato, da jaz komorkoli uničim življenje, da jaz komorkoli preprečim, da ima še kakršnekoli odnose. Izključno sem ga naredila zato, da ljudje slišijo mojo zgodbo, da se iz nje naučijo, da te stvari se dogajajo in da je treba biti previden, ker meni tega ni nobeden povedal. Tega nisem naredila zaradi tega, da bodo to starši gledali in da se bojo starejše ženske učile iz mojih izkušenj. Jaz sem to naredila zaradi tega, ker se zavedam, da moj kanal gledajo mlajše punce, ki se bojo mogoče v življenju mogle soočiti s tem. In v bistvu vse videe delam s tem razlogom. Moj celoten point mojega kanala je to, da delam videe za sebe, ko sem bila stara 13 ali manj. Zaradi tega, ker pač poskušam nekaj govoriti o teh stvareh, ko jih meni pri tistih letih ni nobeden povedal. Sej smo se, ne vem, v šoli pogovarjali o seksu, a ne, in smo imeli razne učne ure, ne vem česa vse, ampak nič ni bilo res tako, ko je pol zares, ker pač lahko te tipste lahko izkoristi, lahko se dogajajo različne stvari, ne vem, nobeden mi ni povedal, kaj je UTI, kar bi bilo ful dobro, da nekdo pove, da je treba iti scat po seksu, a vam je kdo to povedal v šoli? Ni vam povedal, that's what I'm here for. Definitivno se mi zdi, da otroci da se počutijo malo bolj razumljene zaradi tega, ker se pač dogajajo te stvari vsem. Da moje življenje ni popolno, da se dogajajo tudi meni razne stvari, ko se dogajajo njim, da sem bila jaz tudi bolet v osnovni šoli in v srednji šoli, da pač moje življenje ni popolno in pač zaradi tega rada delim svoje zgodbe, ne zato, da kogorkoli uničim, da v komorkoli širim slabe reči. Ta punca je samo ena izmed mnogih, ki v življenju ne bo nikoli delala zato, da bi postala osebnostno samostojna. Njen video pove o njej točno to, kar je ona povedala v bivšmu. 100% control freak in težka manipulatorka, ki jo ne zanima, koga bo izkoristila za maščevanje. No, to je bil moj point, da jaz tega videa nisem naredila za nobeno maščevanje. Če bi srečala tega tipa danes, se mu prav nič nimam za maščevati. Jaz se mu lahko kvečemu zahvalim za eno tako izkušnjo v mojem življenju, ki me je oblikovala v to, kar sem. Že.
ampak v tem primeru gre za dve mladoletni razvijajoči se osebnosti, ki sta obe poškodovani. Punca zatrta in se pobira, mladi sociopat pa jo je izvohal in zlorabil. Punca se morda še pobere in popravi, on pač ne in bo s svojimi veščinami zatrl še marsikatero. No in zato je pomembno o tem govoriti, zato da vemo, čemu se moramo izogniti. To je moj edini komentar. V glavnem, to so bili dejansko pametni komentarji glede te teme in še zadnji glede tega. Ja, in v šoli nas o tem niso naučili prav nič, niti besedice o tem ni bilo. Starši pa nimajo vsi tovrstnih izkušenj in mnogi otrokom sploh ne morejo in znajo povedati, kaj jih lahko čaka v življenju. To je bil moj point, zato sem jaz naredila video. Hvala, da vse nekdo razume. Pa imamo pa še razne druge komentarje, ko so čisto random, ko sem jih najdla o meni. Ta solo komentar. Še en najstniški kanal, ena full cool punca, ki se za moje pojme malo preveč ven meče s svojim cool obnašanjem. Deluje naduto, si želim, da jih hči ne bi spremljala. Nisem najstnica. Tako da ja, pač moj kanal ni najstniški kanal, načeloma jaz sem stara 22. Je pa za najstnike, I do agree with that. In pa nekdo, ki, I don't know, ta komentar mi je pa itak najbolj mind-blowing. Kaj solo težko gledam iz drugih razlogov, pa na glas nisem vajena, priznam. Fuck, nekdo me ne gleda zaradi tega, ker imam na glas. I know, pač velenski na glas, it's annoying. Jaz ga ne moram poslušati. Jaz slovenskega kanala nisem hotela narediti originalno zaradi tega, ker sovražim, kako jaz govorim slovensko. Ker pač ja, sem iz Velenja, pa je malo kak, pa malo tak, malo je na L. Tako da, I'm sorry, kaj naj naredim? Ki najbolj, da začnem, ne vem, videla sem spodaj komentar, da ima tudi Karba nadležen na glas zaradi tega, ker je z Maribora. What? Pač I'm sorry, bom enostavno nehala govoriti pač. No, to so bili vsi komentarji. V glavnem, kaj je point tega videa? Point tega videa je v glavnem to. Ko dobivam hejt od otrok, se nekako vidi, odkot prihaja ta hejt. Zaradi tega, ker jaz imam zelo ljubečo mamo in tudi očeta in mi nikoli nismo imeli tega odnosa, da lahko komorkoli napišemo karkoli, kakršnokoli grdo stvar, ko si mislimo in tega nikoli nisem sama delala. Če pa imate starši potrebo potem, da nekoga spljuvate na internetu, se pa ne čuditi, ko bodo tudi vaši otroci to delali. Če se vam pa zdi, da moj kanal ni primeren za otroke, pa definitivno skenslite moj kanal, pa naj se grejo ven igrati zaradi tega, ker to tudi jaz pričam že odkar imam YouTube. Ker pač ne zdi se mi cool, da otroci svoje otroštvo zdaj porabljajo s tem, da gledajo nas, influencerje, ko živimo drugo življenje. Omejite. Tisti, ko imate pa te pripombe, če si karkoli kupujem, da ne vem, imam cool stvari ali whatever. First of all, kakor sem rekla, služba, denar je treba služiti, nobeden mi ga ne daje, krtek, ne vem, nimam sugar daddy-ja in pa otrokom. Če hočete, da vaši otroci, ne vem, učinkovito gledajo moj kanal, jim dajte razložiti, da jaz sem odrasel človek, hodim v službo, jaz imam avto, jaz imam dosti denarja, da si kupujem, ne vem, malo dražje stvari in jaz sem dokaj minimalist pri ostalih stvari. In je treba to otrokom razložiti, je to v bistvu normalno življenje odrasle osebe. To ni nič nenavadnega. Pač ne živim čisto nič drugačno življenje kot vi, je pa definitivno drugačno življenje od življenj najstnika, zaradi tega, ker ne hodim v šolo, jaz imam čas, pač to je treba definitivno razložiti in kakor jaz zdaj to razlagam, dajte vi to otrokom razložiti, zato da bojo res razumeli. Mislim, da je bil to celoten video. Upam, da sem vam nekaj razložila, niti prvo kot prvo sploh ne vem, zakaj sem delala ta video, zaradi tega, ker vem, da hejt se bo nadaljeval. Se poskušam učiti iz takih stvari in bom omejila moje omenjene donacij, ne bom tiste videe že planiram zbrisati, ker so crappy. In ja, pač v bistvu, kar lahko na koncu rečem, je samo hvala. Jaz se lahko naučim, vi se lahko naučite in če pa bi radi kaj podebatirali, lahko pa dol spodaj komentirajte, pa pol jaz vse to naprej odgovorim v naslednjem videu, če bo slučajno part 2, oziroma drugi del tega, da ne bo kdo napisal, da preveč angleško govorim. To je to. Če vam je bil video všeč, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal, ne pozabite donirati. To je bila šala in pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!
Thank you.